Zima 1921. leta je mlajšega seržanta Mihajla Gromova na podmoskovskih mejah pričakala tako, kot je pričakala tisoče drugih rdečearmejcev, s mrazom, snegom in nenehnim ropotanjem artilerije. Imel je 22 let in pred vojno je delal kot strugar v tovarni v Tuli, kjer so izdelovali tiste iste puške Dektjareva, s katerimi je sedaj bilo treba ustaviti nemško ofenzivo. Mihail se je spominjal delavnic, spominjal se je strojev. Spominjal se je, kako mu je mojster Peter Ivanovič pokazal načrte in povedal, da je vsaka podrobnost tega orožja natančno izmerjena do milimetra, da v rokah spretnega bojevnika DP postane strašna sila. Takrat, v mirnem času, so se te besede zdele preprosto profesionalna ponos starega delavca. A zdaj, ko je Mihail ležal v zasneženem jarku in preverjal svojo puško prebojem, je razumeval njihov pravi pomen. Puška DP, ki jo je dobil Gromov, je bila proizvedena v 39. letu. Na cev je bilo kovanje tulske tovarne in Mihail je pomislil, da je morda sam sodeloval pri izdelavi katerekoli podrobnosti tega orožja. Značilni diskasti nabojnik za 40 in 7 nabojev je bil skrbno napolnjen. Pomočnik vodnika Stepan Korotkov, suh mladenič iz Rjazanja, je preživel polovico noči, preverjajoč vsak naboj, ga brišeč od tovarniškega olja, da ne bi pri mrazu prišlo do zastojev. V njihovi enoti je bilo 6 napolnjenih diskov, shranjenih v 2 železnih škatlah. To je bilo vse njihovo bogastvo. 280 in 2 naboja kalibra 67 mm med njimi in nemško pehoto, ki se je po podatkih obveščevalcev pripravljala na nov napad na položaje 15. strelske divizije. Poveljnik odreda, staršina Veselij Kovaljev, je prečkal položaje, preverjajoč pripravljenost vojakov. Bil je poklicni vojak, preživel je finsko vojno in je nosil na uniformi red rdeče zvezde. Ko je prišel do Gromovega mitraljeznega odreda, je Veselij Petrovič sedel na kolena in tiho pogledal orožje. Gromov je vedel, da staršina ocenjuje vsako podrobnost. Ali je podstavek pravilno nameščen, ali cev ni zledena, ali so rezervni nabojniki pripravljeni. Nazadnje je Kovaljev prikimal in tiho rekel, da bodo Nemci napadli obzori, da jih bo veliko in da bo mitraljezni odred moral zadržati levi bok obrambne čete. Mihail je pogoltnil, čuteč, kako mu suši grlo. Teoretično je poznal lastnosti svojega orožja. Hitrost streljanja 600 strelov na minuto. Bojna hitrost do 80. Razdalja natančnega streljanja 1500 metrov. A eno je vedeti številke, povsem drugo pa to uporabiti v praksi, ko se proti tebi približujejo sovražni vojaki. Zora je prišla pozno, kot se to zgodi decembra. Nebo je ostalo sivo in težko, obetajoč nov snežni ploh. Mihail je ležal za mitraljezom, opazujoč zasneženo polje pred položajem. Desno in levo so se raztezali jarki njegove čete. Kje so se videle cevi Mosinovih pušk. Artilerija je molčala, granate so varčevali, manjkale so. Tišina je bila prevaranska in strašna. Stepan je ležal zraven, stiskajoč k sebi škatlo z rezervnimi nabojniki. In Mihail je videl, kako so mu ustnice tresel. Mladenič je molil. Čeprav to v Komsomolu ni bilo dobrodošlo. Gromov ni hotel motiti njega. V takih trenutkih je vsak iskal oporo tam, kjer je lahko. Nemci so se pojavili nenadoma,
kot da bi zrasli izpod snega. Sprva so bile to temne pike na belem polju. Nato so se pike spremenile v figure ljudi v sivih plaščih in čeladah. Hodili so v razvrščenem džejtov in Mihaj je s grozo spoznal, da jih je resnično veliko, veliko več, kot je bilo zaščitnikov na tem delu. Vodja Kovaljev je dal ukaz, da se odpre ogenj le ob njegovem signalu, ko se bo nasprotnik približal na 300 metrov. To je bila standardna taktika, ki je varčevala strelivom in povečevala učinkovitost streljanja. Mihael je položil prst na sprožilec, čuteč, kako hladen kovina peče tudi skozi rokavico. Njegovo srce je bilo tako glasno, da se je zdelo, da je ta udar slišati po vsej okolici. Stepan se je prikradel bližje, pripravljen v vsakem trenutku podati nov naboj. Ko se je razdalja skrčila na 350 metrov, je zazvenel strel iz raketnice. To je bil signal vodje. Pozicija je oživela. Puške in mitraljezi so odprli ogenj skoraj hkrati. Mihael je pritisnil na sprožilec in DP se je zatresel v njegovih rokah. Značilen zvok samodejnega streljanja se je zlil s skupnim hrupom boja. Prvi refelj je šel visoko. Gremov je bil preveč napet. Prisilil se je, da se umiri, spomnil se je treningov, spomnil se je, kako ga je mojster Peter Ivanovič učil v tovarni pravilno držati orožje. Drugi refelj je bil natančnejši. Videti je bil, kako so nekatere figure v sivi padle na sneg. A Nemci so nadaljevali z napredovanjem. Hodili so v gostih skupinah in zdelo se je, da se njihovi naslovi ne redačijo, čeprav so sovjetski bojevniki odprli intenziven ogenj. Prvi naboj se je izpraznil hitreje, kot je Mihael pričakoval. Stepan je že imel pripravljen drugi disk in menjava je potekala skoraj takoj. Ta prijem so vadili mnogokrat na vajah. Nov naboj je značilnim klikom zasedel mesto in mitraljez je spet ožival. Gremov je streljal v kratkih rafalih po 3-4 strele, kot so ga učili na usposabljanju. Dolgi rafali so pregrevali cev, možnosti za zamenjavo v boju pa ni bilo. Konstrukcija DP tega ni predvidevala. Tanka cev je bila ena od pomanjkljivosti orožja, ki se je nasplošno izkazalo za zanesljivo in učinkovito. Mihael se je spomnil, kako so tovarni razlagali, da je to odločitev omogočila zmanjšanje teže mitraljeza na 2 kg 800 g nabojnika, kar ga je dejansko naredilo za prenosno, gibčno orožje, sposobno spremljati pehoto v napadu. Nemci so prišli na 200 metrov. Na tej razdalji je Mihael lahko razločil obraze nasprotnikov, videl njihove oči. To je bilo strašljivo, ker je bilo jasno, da streljaš ne v tarče, ampak v žive ljudi. A izbire ni bilo. To je bila vojna in sovražnik je prišel na njegovo zemljo, da bi ubijal, požigal, sužnjeval. Gremov je stisnil zobe in nadaljeval s streljanjem. Ob njem je zagrmela puška Maksim. Strojni mitraljez je streljal v sosednje pozicije. Njegova značilna mitralješka drobovina se je razlikovala od zvoka DP. Maksim je bil močnejši, zanesljivejši, a tudi veliko težji. Za izdelavo takšnega mitraljeza je potreboval 700 ur, medtem ko so DP izdelovali v samo 130 urah, kar je omogočilo hitro povečanje proizvodnje. Zdaj se je ta razlika zdela manj pomembna. Pomembno je bilo ustaviti napad.
Nemški napad se je ustavil na meji 150 metrov od sovjetskih položajev. Sneg pred jarki je bil prekrit s telesi v sivih plaščih, vendar se nasprotnik ni umaknil. Mihajl je videl, kako nemški oficirji dvigajo vojake za nov napad, kako se ti nevoljno, a vendarle dvigajo in ponovno gredo naprej. Tretji nabojnik je že bil v mitraljezu in Gremov je čutil, kako se cel segreva tudi v mrazu. Trudil se je streljati še z bolj kratkimi rafali, da bi orožje ohladil med streljanjem. Toda Nemci niso dajali odmora. Pripolzeli so, izkoriščali so neravnine terena, skrili so se za redkimi grmi, ki so štrleli izpod snega kot črni okostnjaki. Stepan Koroškom je nenadoma zakričal in se odmaknil na stran. Mihajl se je obrnil in videl kri na rokavu pomočnika. Kos granate in prekleto kroglo sta zadela Stepana po roki. Fant je bil bled, a je še naprej držal škatlo z nabojniki. Gremov je hotel zakričati po medicinskem osebju, a je razumel, da je zdaj vsak borec pomemben, da puške ne morejo pustiti brez drugega člana posadke. Stepan si je rano sam prevzel, s pasom si je zategnil roko in se spet približal Mihajlu. Njegov obraz je bil izkrivljen od bolečine, a je molčal. V njegovih očeh je Gremov prebral odločnost. Ranjeni pomočnik se ni nameraval umakniti z položaja. Okoli poldneva je postalo jasno, da Nemci pripravljajo nov, močnejši napad. Sovjetska obveščevalna služba je poročala, da nasprotnik prenaša rezerve, da bo naslednji napad podprt s tanki. Pri rotankovih topovih na tem območju. Premestili so jih levo, kjer je bila situacija še slabša. Ostale so le protitankovske granate in steklenice z metljivo mešanico. Starešina Kovaljev je obhodil kopje, delil steklenice in razlagal, da je treba tanke spustiti zelo blizu. Mihajlu je naročil, naj nadaljuje z delom proti pehoti, ne da bi se osredotočil na oklepno tehniko. Mitraljez Dedikterjeva je lahko prodrl skozi lahko oklep le zelo bližnje razdalje, na srednjih in velikih razdaljah pa so bili 7 mm in 62 mm nemočni proti jeklu. Nemci so šli v napad po 2. uri popoldne. Tokrat se je spredaj premikalo 5 tankov, srednjih PZ-3 in lahkih PZ-2. Za njimi je šla pehota v gosto zloženih skupinah. Mihajl je videl, kako so na bokih nemški vojaki držali avtomate pripravljene. To so bile enote oborožene z MP40 in njihova ognjena moč je bila resna grožnja. Sovjetska artilerija je odprla ogenj, a granat je bilo malo in le en tank je obstal, zadet z neposrednim strelom. Preostali 4 stroji so nadaljevali gibanje. Njihove gosenice so razbijale sneg, medtem ko so mitraljezi streljali po sovjetskih jarkih. Mihajl se je stisnil na dno jarka, pokriva svoj mitraljez s telesom. Zemlja in sneg so leteli na vse strani od eksplozij. Zrak se je napolnil z dimom in sajami. Ko so tanki prešli prvo vrsto jarkov, ne da bi se ustavili, je Gremov razumel načrt Nemcev. Oklepna tehnika naj bi predrla obrambo, pehota pa naj bi očistila položaje. To je bila standardna taktika Ehrmachta in pogosto je delovala. A sovjetski borci so se že naučili, kako se upreti takšnim napadom. Več rdečearmejcev je skočilo iz okopov s steklenicami in granatami ter se pognalo proti tankom. Eden izmed PZ-2 je zagorel, ko se je oval v plamen.
Steklenica z gorivno mešanico se je razbila ob motorni del, drugi tank se je obrnil, poskušajoč pobegniti pred pehoto, a se je razstrelil na protitankovski mini. Dva preostala tanka sta nadaljevala pot v globino obrambe, toda glavna nevarnost je zdaj izhajala od nemške pehote, ki se je približala na 100 metrov. Mihail se je dvignil iz okopa in odprl ogenj. Četrti nabojnik je prišel v mitraljez in DPM je spet začel delovati. Krajši rafali, po 3 strele, premik točke ciljanja. Spet rafal. Gremov je delal skoraj mehanično. Njegove roke so se gibale same, razum pa se je kot da izklopil, nočeč sprejeti dogajanja. Videli so, kako nemški vojaki padajo, kako poskušajo zbežati, kako njihovi tovariši prenašajo ranjene nazaj. Stepan je menjeval nabojnike. Njegova ranjena roka je drhtela, a se ni predal. 5. nabojnik, 6. To so bili zadnji napolnjeni nabojniki. Po njih so ostali le raztreseni naboji, ki jih bo treba napolniti v nabojnik pod ognjem. In to traja predolgo. Nemški napad se je spet ustavil. Nasprotnik se je umaknil, pustivši na snegu desetine trupel, a tudi sovjetske položaje so utrpeli izgube. Iz sosednjega okopa ni bilo odgovora. Tam je molčal mitraljez Maksim, ki je še zjutraj streljal. Mihail je videl, kako reševalci nosijo ranjene. Kako poveljniki premeščajo vojake z manj nevarnih območij na prelomljena mesta. Staršina Kovaljev se je ponovno pojavil. Njegova uniforma je bila raztrgana od delca, a on je bil cel. Vasiljaj Petrovič je prinesel še 2 škatli z nabojniki. Oteli so jih z poškodovanega tank, kjer je stal mitraljez DT. Tankovska različica mitraljeza Dektjareva. Nabojniki od DT so ustrezali DPM, čeprav je v tankovski različici nabojnik vseboval 600 in 3 naboje namesto 60. Gremov je pokazal, kako pravilno namestiti tak nabojnik, in ukazal, naj varčujejo z naboji. Naslednjega dopolnjenja streliva ni bilo mogoče pričakovati. Do večera je bilo jasno, da Nemci pripravljajo nočni napad. To je bilo nenavadno. Ehrmacht redko napada temi, raje se odloči za svetli del dneva. A očitno so izgube, ki so jih utrpeli čez dan, nemško poveljstvo prisilile, da spremeni taktiko. Po noči so bila sovjetska artilerija in letalstvo manj učinkovita, kar pomeni, da so napadalci imeli več možnosti. Mihail je 10. preveril mitraljez čez dan. Cev se je ohladila, mehanizem je deloval natančno, nabojnik je bil napolnjen. Stepan je dremal ob njem, naslonjen na steno okopa. Njegova ranjena roka je bila tesno povita in kri se je zdela ustavila. Gremov ni prebudil tovariša, naj se odpočije, dokler je priložnost. Noč je bila temačna, lune ni bilo in vidljivost ni presegala 20 metrov. Staršina je ukazal, naj postavijo straže s puškami, medtem ko naj mitraljezci ostanejo v pripravljenosti. Mihail je ležal za DPM, strmel temo in prisluhnil vsakemu zvoku. Sneg je škripal pod nekaterimi nogami. Veter je prinašal zatopljene glasove. To so bili Nemci. Približevali so se sovjetskim položajem pod okriljem noči. Gremov je položil prst na sprožilec in čakal. Srce je spet hitro bilo. Usta so bila suha,
Dlani so se potile kljub mrazu. Prva osvetljevalna raketa je poletela v nebo okoli 11. zvečer. Bela svetloba je preplavila zasneženo polje in Mihail jih je videl. Nemški vojaki so že bili 50 metrov od jarkov. Premikali so se sklonjeni, trudili so se, da ne bi delali hrupa, a zdaj, pod svetlobo rakete, je njihova maskirna oprema postala brezsmiselna. Starešina Kovaljev ni čakal, da raketa ugasne, in je dal ukaz za odprtje ognja. Položaj je ožival. Mihail je pritisnil na sprožilec in mitralje z Dektejeva je zaživel. V temi se je plamen iz cevi zdel še posebej svetel in Gremov je razumel, da razkriva svoj položaj, a druge izbire ni bilo. Nemci so bili že preblizu. Nočna bitka se je razlikovala od dnevne povsem. Rezultati streljanja niso bili vidni. Morali so streljati v temne silhuete, ki so se pojavljale v svetlobi naslednje rakete ali izginjale v temi. Mihail je streljal intuitivno, po zvokih, po gibanju senc. Stepan se je zbudil ob pokanju in takoj zasedel svoje mesto, pripravljen zamenjati nabojnike. Njegova ranjena roka je komaj delovala, a naučil se je delati z eno roko, držal je škatlo z diski s kolenom. Poraba nabojev je bila ogromna. V temi je bilo nemogoče streljati varčno. Moral je dobesedno zalivati ognjem pristop k jarkom. Nemci so metali granate. Mihail je slišal značilen žvižg. Potem je bil eksplozija zelo blizu. Zemlja in sneg sta zasula mitraljezno ekipo, a oba borca sta bila cela. Gremov je nadaljeval streljanjem, spreminjajoč točko osredotočanja po vsakem rafalu. 7. nabojnik je bil prazen, 8. je bil na mestu. To je bil že tanki disk za 60 in 3 naboje, ki je nudil nekoliko več časa do naslednje zamenjave. Mihail je čutil, kako se cev spet segreva. Povratno bojna vzmet, nameščena po zaščito cevi, se je prav tako segrevala zaradi intenzivnega streljanja in to bi lahko povzročilo okvaro orožja. Gremov je vedel za to pomanjkljivost konstrukcije. V tovarni so o tem govorili, a popraviti tega v terenskih razmerah ni bilo mogoče. Moral je upati, da bo mitraljez zdržal. Nočni napad je trajal približno 1 uro. Nemci so se večkrat približali skoraj do jarkov, a vsakič jih je ogenj sovjetskih borcev odbil nazaj. Mihail je že porabil 10 nabojnikov, ko je napad končno utihnil. Nasprotnik se je umaknil, pustil je na snegu svoje mrtve in ranjene. Stoki v nemščini so se slišali s teme, a nihče ni tvegal, da bi zapustil jarke. To bi lahko bila past. Gremov je spustil glavo na sneg in zaprli oči. Utrujenost ga je nenadoma zgrabila, roke so mu drsele od napetosti, v ušesih je bilo slišati zvonjenje od pokanja strelov. Stepan je sedel poleg, zdravo roko je objemal kolena in tiho jokal. Mihail ga ni tolažil, sam je bil na robu. Preživela sta ta dan, a koliko še takih dni čaka? Jutro 31. decembra 1940 in 1. leta je zaščitnike Moskovske fronte sprejelo z mrazom pri -25 stopinjah. Nemški napad se je ustavil. Obveščevalci so poročali, da nasprotnik prehaja v obrambo, da sovjetske enote pripravljajo protinapad. To je bila neverjetna novica. Prvič po 6 mesecih vojne se je Rdeča armada pripravljala, da ne odstopi,
temveč napreduje. Mihail Gromov je te novice slišal z olajšanjem, a tudi z zaskrbljenostjo. Napad je pomenil izhod iz jarkov, premik naprej, napad na utrjene nemške položaje. In mitraljes Dedikterjeva je moral spremljati pehoto, podpirajoč napad s streljanjem. 3. januarja 1922 je četa prejela ukaz za napad. Mihailu so izdali nov mitraljes. Njegov stari DP, ki je delal 3 dni v bojih, so poslali na popravilo. Cevi so bile izrabljene. Povratna bojna vzmet se je oslabila. Nekaj delov je potrebovalo zamenjavo. Nov mitraljes je bil istega leta, 39, vendar je izgledal sveže. Stepan Koročkov je bil poslan v Medsambat. Njegova rana se je izkazala za resnejšo, kot se je zdelo. Začelo se je vnetje. Kot novi drugi član posadke so imenovali Petra Somova, nekdanjega rudarja iz Donbasa, močnega moža starosti približno 35 let, ki je pred vojno hodil v jame in vedel, kaj pomeni delati v težkih razmerah. Piotr je bil malo govoreč, a zanesljiv, in Mihail se je hitro navadil nanj. Napad se je začel ob svitu 5. januarja. Artilerija je streljala po nemških položajih pol ure. Nato je pehota vstopila v napad. Mihail je tekel, držal je mitraljes na pripravljenosti. Peter je ob njem nosil škatle z nabojniki in rezervno cev. Zdaj je bil v kompletu mitraljeza drugi cev, čeprav je bil njegov zamenjava v boju še vedno zapleten postopek. Sneg je bil globok, tek je bil težak, a strah je gnala naprej. Nemški mitraljezi so odprli ogenj in nekaj rdečearmejcev je padlo. Gromov se je vrgel za snežni plaz in razvil mitraljez. Videla je nemško ogenj točko približno 300 metrov stran. Mitraljez Magnezij 34 je streljal izza lesene zaščite. Mihail se je nameril in dal dolg refel. Razdalja za natančno streljanje DP-ja je znašala 1500 metrov in na 300 metrov so krogle letela natančno. Nemški mitraljez je utihnil. Napad se je razvijal. Sovjetski borci so napredovali od zavetja do zavetja, zatirajoč nemške ogenjske točke. Mihail svojo posadko se je premikal skupaj z naprednimi enotami, streljajoč s kratkimi postanki. Mitraljez Dedikterjeva se je izkazal za takšno orožje, kot so ga zamislili konstruktorji, maneversko, sposobno podpirati pehoto v gibanju. Teža 2,8 kg je dovolila enemu borcu nositi orožje in ga hitro razporediti na položaje. Kolesa so se namestila v nekaj sekundah. Nabojnik se je ustavil z enim gibom in mitraljez je bil pripravljen za boj. Dopoldneva je četa napredovala za 2 kilometra, izrinila Nemce iz prve vrste jarkov. A nasprotnik ni nameraval odstopiti brez boja. Iz globine obrambnih položajev so se umikali rezervi. Nemška artilerija je začela obstreljevati odbite položaje. Mihail in Peter sta se skrila v nemškem jarku, ki ga je še pred nekaj urami zasedel sovražnik. Jarek je bil bolje opremljen kot sovjetski. Lesena tla na dnu, pokrov iz deblu zgoraj, celo majhen peč v kotu. Nemci so znali poskrbeti zase. Gromov je preveril mitraljez, zamenjal nabojnik z novim. Že so porabili polovico bojnega kompleta in Peter je odšel nazaj po nove diske.
Piotr se je vrnil po 20 minutah s polno škatlo napolnjenih nabojnikov in zaskrbljujočo novico. Nemci pripravljajo kontratak. Njihovi tanki so bili opaženi v 1 kilometru od zavzetih položajev. Staršina Kovaljev je že dal naročila, razporejanja borce na ognjene položaje in deljenja protitankovskih granat. Mihailu je ukazal, naj zavzame položaj na desnem krilu, od koder je bila dobro vidna cesta, po kateri bi lahko šli nemški tanki. Gremov je razumel, da je njegov mitraljez nemočen proti oklepom, a lahko je ustavil pehoto, ki bi neizbežno spremljala tanke. Nemci so se pojavili po pol ure. 3 srednji tanki P4 in okoli 2 rodov pehote so se premikali v tesnem formacijskem bloku, očitno prepričani v svojo superiornost. Sovjetska artilerija jih izprejela s ogenj, vendar so granate padale netočno. Upravitelj je bil ranjen, povezava z baterijo je bila prekinjena. En tank je zagorel, 2 druga sta še naprej nadaljevala. Nemška pehota se je razpršila, ležala in začela napredovati s kratkimi premiki. To so bili izkušeni vojaki in njihova dejanja so bila usklajena. Mihail je čakal, da vstopijo v območje učinkovitega ognja. Pri razdalji natančnega streljenja 15-100 metrov je bila najučinkovitejša razdalja za DP 400 do 500 metrov. Na takšni razdalji so krogle ohranjale dovolj energije, razpršenost pa je bila minimalna. Ko so se Nemci približali na 500 metrov, je Gremov odprl ogenj. Prva serija je bila natančna. Videli so, kako se je eden izmed nemških vojakov sunkovito premaknil in padal. Ostali so tako ležali in začeli iskati vir ognja. Mihail se je premaknil stran, vedoč, da bodo njegovo pozicijo izsledili po plameni iz cevi. Nemški mitraljezi so odprli odgovor. Krogle so švignile nad jarkom, otrgale kose lesa iz nasipa. Piotr je ležal zraven, pritiskajoč k sebi škatlo z nabojniki. Njegov obraz je bil bled, a roke niso tresel. Gremov je dal še eno serijo, se ponovno premaknil. Tako so ga učili v šoli, streljati in menjati pozicijo, ne dati nasprotniku, da zazna ognjeno točko. Boj se je razplamtel. Nemški tanki so se prebili do prve črte jarkov, a tukaj so jih pričakale steklenice z vžigalno mešanico in poveznice granat. En tank je obstal, drugi je poskušal zaviti, a je naletel na mino. Nemška pehota se je znašla brez oklepne podpore in začela se je umikati. Mihail je vodil metodični ogenj po umikajočih se, poskušajoč jim preprečiti organiziran umik. Drugi nabojnik, tretji, četrti. Poraba streliva je bila ogromna, a rezultat je bil viden. Nemci so pobegnili, puške so pustili, ranjene so nosili seboj. Njihov kontratak je propadal. Do večera 7. januarja se je četa utrdila na zavzetih položajih. Izgube so bile pomembne. Od ljudi je ostalo 83. Staršina Kovaljev je bil ranjen z drobcu nogo, a je ostal v boju, šepajoč in opirajoč se na puško kot na palico. Mihail Gremov je ostal cel, čeprav je bil večkrat zelo blizu smrti. Ena krogla je prebodla nabojnik mitraljeza, ne da bi poškodovala mehanizem, a je uničila 7 nabojev. Druga je zadela čelado in pustila globoko vdolbino v jeklu. Piotr Sokolov je prejel lahko rano v ramo, a se je odločil, da ne bo šel v sanitetni bataljon,
temveč si je rano sam prevzel in nadaljeval z opravljanjem dolžnosti drugega člana posadke. Naslednji tedni so minili v pozicijskih bojih. Frontna črta se je stabilizirala. Obe strani sta se zavarovali v zemljo, gradili so utrdbe in kopičili moči za naslednje operacije. Mihael je prejel naziv seržanta in zahvalno pismo od poveljnika polka za odlično delo mitraljezov v bojih. Njegov DP je uspešno deloval cel januar, brez resnejših okvar. Gremov je skrbno negoval orožje, ga čistil vsak večer in mazal s posebno orožniško mazivo, ki ga je varoval kot oko v glavi. Spomnil se je tovarniških delavnic, koliko truda je bilo vloženega v vsako podrobnost tega mitraljeza in ga je obravnaval kot živo bitje, od katerega sta odvisna njegova in življenja tovarišev. V februarju 1942 leta so divizijo umaknili na preoblikovanje. Mihaela je poklical poveljnik bataljona in mu ponudil položaj inštruktorja v učni enoti. Izkušeni mitralješci so bili potrebni za usposabljanje novih pripadnikov. Gremov se je zavrnil. Vedel je, kako deluje njegov mitraljez v boju, in razumel, da bo njegova izkušnja na fronti prinesla več koristi kot v zaledju. Poveljnika ni vztrajal, le poklapali Mihaela po rami in dejal, da takih vojakov v vojski mora biti več. Pomlad je ujela polk v Smelenski regiji. Začela se je razmočena cesta, ceste so postale blatne in aktivne bojna dejanja so utihnila. Mihael je izkoristil ta čas za izboljšanje veščin s svojo posadko. Pjotr Sokolov je bil dober borec, a mu je primanjkovalo hitrosti pri menjavi nabojnikov. Gremov ga je treniral ure in ure, da je dosegel avtomatizem gibov. Do konca aprila je Pjotr lahko zamenjal disk v 3 sekundah tudi z zaprtimi očmi. To je bilo pomembno. V boju je lahko vsaka sekunda stala življenje. V maju je polk prejel okrepitev in novo tehniko. Med novim orožjem so bili modernizirani mitraljezi DEP. Zdaj so bili označeni kot DP. Mihael je z zanimanjem preučeval spremembe. Glavna novost je bila, da so povratno bojno vzmeti preselili v posebno cev na sprožilni okvir, kar je odpravilo težavo pregrevanja vzmeti pri intenzivnem streljanju, ki je spremljalo prvotno zasnovo. Spremenjena je bila tudi zasnova podstavka. Zdaj je bila bolj udobna. Priključek je postal bolj zanesljiv. Gremov je prosil, da mu zamenjajo njegov stari DP za novi DP, a je prejel zavrnitev. Nova orožja so bila namenjena oblikovanim enotam, delujoče enote pa so morale bojevati s tem, kar so imele. Mihael se ni užalil. Njegov mitraljez je deloval brezhibno in ni želel zamenjati preverjenega orožja za novo, četudi izboljšano, a ne preizkušeno v boju. Poleti 1942 leta so polk premestili na jug, v Voroneško smer. Tu se je odvijala nova nemška operacija, usmerjena proti Stalingradu in Kavkazu. Mihael se je spet znašel v središču bojev. Voroneška smer je polk srečala, izčrpavajoča od vročine in prašnih stepnih vetrov. Temperatura je dosegala do 35 stopinj v senci, a sence ni bilo. Le požgana soncem stepa in redke bolk, kjer se je bilo mogoče skloniti pred peklenskim vročim zrakom. Nemci so napredovali hitro. Njihovi tankovski klini so prebili obrambo, obkrožili celotne divizije in prisilili sovjetske enote, da so se umaknile na vzhod.
Mihail Gromov je svojim strelskim vodom končal v ariergardu, pokrivajoč umik glavnih sil polka. To je bila nehvaležna in nevarna naloga. Ariergardske bitke so vedno bile najbolj krvave, saj je bilo treba zadržati premočnega nasprotnika, da bi svojim omogočili, da se umaknejo in zasedejo nove položaje. 23. junija, natanko eno leto po začetku vojne, je strelni vod Gromova zasedel položaj na višini pri vasi. Otod je dobro pregledoval cesto, po kateri so se gibale nemške enote. Mihail je v daljnogledu videl dolge kolone opreme, tanke, oklepne transporterje, tovornjake s pehoto, motocikle, izvidnike. To je bila močna skupina in zadržati jo z močmi enega polka je bilo nemogoče. Toda ukaz je bil jasen. Držati se do večera, omogočiti glavnim silam, da se prepeljejo čez Don in utrdijo na nasprotnem bregu. Nemci so napadli okoli poldneva. Niso zapravljali časa za izvidovanje, preprosto so naprej poslali pehoto na oklepnih transporterjih, podprto s tanki. Sovjetska artilerija jih je sprejela z ognjem, uničila nekaj vozil, a napredovanja niso mogla ustaviti. Granat je bilo malo, orožja prav tako. Glavna težava je padla na strelne enote. Mihail je čakal, da Nemci vstopijo v območje učinkovitega ognja. Njegov mitraljez je stal v jarku, skrbno zamaskiran z vejevjem in suho travo. Peter Somov je ležal zraven, držal je škatlo z nabojniki. Čez mesece skupnih bojev sta se naučila razumeti drug drugega brez besed. Že en pogled je bil dovolj, da sta vedela, kaj je treba storiti. Ko je nemška pehota izstopila in začela napredovati naprej, je Gromov odprl ogenj. DP je zagnal, streljajoč serijo za serijo. Dulo plamenje v svetlem sončnem dnevu je bilo skoraj neopazno, a zvok avtomatskega streljanja je razkrival položaj. Nemci so takoj usmerili silovit ogenj na višino. Kroglice so švignele z vseh strani. Minometne mine so eksplodirale 20 metrov od jarka, dvigajoč oblake zemlje in prahu. Mihail je nadaljeval streljanjem, spreminjajoč točko ciljanja, da ni dal Nemcem organizirano napredovati. Prva škatla se je izpraznila, Peter je podal drugo, nato tretjo. Poraba nabojev je bila ogromna, a druge možnosti ni bilo. Nemcev je bilo preveč. Okoli 3. ure popoldne je postalo jasno, da položaja ne bo mogoče zadržati. Nemci so obhajali višino s flankami, grozeč obkolitvijo. Štabni narednik Kovaljev, ki je zdaj poveljeval čet, po smrti kapitana, je dal ukaz za umik. Mihail je pokrival umik tovarišev, streljajoč proti napredujočim Nemcem. Peter je že zbral škatle z ostalimi naboji, pripravljen, da se v vsakem trenutku umakne z položaja. Ko se je večina borcev umaknila v bolk, je Gromov dal zadnjo dolgo serijo, prijel mitraljez in stekel. Nemške krogle so razparale zemljo ob njegovih nogah, a je tekel naprej, ne da bi se ozrl, saj je vedel, da bi ustavljanje pomenilo smrt. V grapi je padel na zemljo, obupano dišeč. Peter se je pojavil za njim, vlečeč škatle z municijo. Oba sta bila živa, oba sta bila cela, a sta izgledala kot duhova. Obrazi sta imela prašne in sajaste, uniforme raztrgane, oči rdeče od utrujenosti. Starešina je daval jim 10 minut odmora, nato pa ukazal naprej. Do prečkanja Donave je bilo še 15 kilometrov,
Nemci pa niso dali odmora, pritiskali so na umikajoče enote. Prečkanje se je spremenilo v pekel. Nemška letala so bombardirala pontonski most. Artilerija je streljala na pristopih do reke, ustvarjajoč zastoje iz vozil in ljudi. Mihail svojo ekipo je prečkal med zadnjimi, ko je most že gorel in se zibali pod udarci granat. Na vzhodni obali so takoj zasedli obrambne položaje, pripravljeni odbiti Nemce, če bi poskusili prečkati reko. Vendar nasprotnik tega ni storil, temveč se je omejil na artilerijsko obstreljevanje sovjetskih položajev. Očitno je nemško vrhovno poveljstvo sklenilo, da ne bo trošilo moči na napad z glavo, temveč ubiti obrambo z boki. Julij in avgust sta minila v težkih obrambnih bojih. Polk so premeščali z enega odseka na drugega, zakrpali luknje v obrambi in odbijali nemške napade. Mihail je izgubil štetje bojem. Zlila so se v en neskončni nočni marec iz hrupa strelov, krikov ranjenih, dima in krvi. Njegov mitraljez je deloval brez napak, čeprav je bila obraba ogromna. Cev so zamenjali dvakrat, večkrat so zamenjali obrabljene dele mehanizma, a osnova konstrukcije je ostala trdna. Preprostost proizvodnje mitraljeza Dedikterjeva, ki je omogočala izdelavo v 130 urah, v nasprotju s 700 urami za Maksima, se je obrnila v zanesljivost na terenu. Manj delov je pomenilo manj okvar. Konec avgusta je polk prejel ukaz za premeščanje v Stalingrad. Mesto je že nekaj tednov bilo pod udarci nemške letalstva in artilerije. Pogoji za branilce so bili kritični. Potrebne so bile sveže sile in izčrpani zboji, a neomajni polk so poslali tja, kjer se je odločala usoda celotne vojne. Mihail je to novico sprejel mirno. Po vsem, kar so prestali, se je Stalingrad zdel le še ena bitka, čeprav zelo težka. V Stalingrad je polk prispel 5. septembra 1914 v barži čez Volgo. Prečkanje je bilo pod nenehnim obstreljevanjem. Nemška artilerija je ciljala vse prehode, medtem ko je letalstvo viselo nad reko od zore do mraka. Mihail je videl, kako gorijo barže, kako tonijo ljudje in vozila, kako se Volga obarva v kri. Njihova barža je čudežno uspela. Nekaj granat je padlo blizu, dvignilo vodne stolpe. Odbitki so raztrgali stranice, a plovilo je prispelo do obale. Na pristanišču jih je pričakal komisar vojske, ki je na kratko razložil situacijo. Nemci so zavzeli večji del mesta. Sovjetske enote zadržujejo ozek pas ob reki Voldži. Boji potekajo za vsak dom, za vsako nadstropje, za vsako sobo. Polk je dobil del obrambne linije v območju tovarne Rdeči oktober. To je bilo industrijsko področje z mnogimi delavnicami, skladišči, tovarniškimi objekti. Nemci so si prizadevali zavzeti tovarne, priti do Volge in odrezati branilce mesta od oskrbe. Sovjetske čete so se držale vsakega poslopja, jih spreminjajoč v utrdbe. Mihail je svojim izračunom zasedel položaj v 3. nadstropju uničene delavnice. Okna so bila razbita, stene so bile preluknjane od drobcev, betonske stropne konstrukcije so se obdržale, nudile zaščito pred obstreljevanjem. Od tu je bilo dobro ustreti na tovarniško dvorišče in pristopi do sosednje zgradbe, ki so jo zasedli Nemci. Mestne bitke so se razlikovale od bojev na terenu. Razdalje so bile kratke,
50 do 100 metrov, redko več. Doseg natančnega streljanja DP v 1500 metrov tukaj ni bil potreben. Po drugi strani pa je bila potrebna visoka hitrostrelnost in manevrskost. Mitraljez dedikterjev se je izkazal odlično. Hitro ga je bilo možno premakniti iz enega prostora v drugi, postaviti v okensko odprtino na stopnišču v razpadu uničene stene. Teža 2,80 gramov je omogočila enemu vojaku nositi orožje po ruševinah, se prebijati skozi zrušenine. Nemci so napadli naslednji dan po prihodu polka. Prišli so v gosto zbitih skupinah, zaščiteni s tanki in napadalnimi orožji. Mihael je odprl ognjeni ogenj, ko se je nasprotnik približal na 80 metrov. Na taki razdalji je vsak projektil naletel na cilj. DP je deloval v kratkih serijah. Peter je hitro menjaval nabojnike, mitraljez skoraj ni utihnil. Nemci so se sklonili in začeli zatirati ogenj iz minometov in protitankovskih orožij. Granate so udarjale v zgradbo, podirajoč koške sten, a je Mihael nadaljeval s streljanjem, spreminjajoč položaj po vsaki seriji. Naučil se je čutiti, kdaj je treba premakniti. Nekakšno šesto čut mu je govorilo, kdaj bo v njegovo staro pozicijo priletela granata. Napad se je ustavil okoli poldneva. Nemci so se umaknili, pri tem pa so na vorišču pustili okoli 20 mrtvih. Sovjetske izgube so bile manjše, 3 mrtvi, 5 ranjenih. Starešina. Kovaljev je prešel položaje, preverjajoč stanje vojakov in orožja. Pri Mihailu se je zadrževal dlje kot ponavadi, natančno je pregledal mitraljez in preveril preostali strelni naboj. Ostalo je bilo manj kot polovica začetne zaloge in starešina je obljubil, da bo organiziral dostavo streliva do večera. Oskrba v Stalingradu je bila ogromen problem. Vse je bilo treba prepeljati čez Volgo pod ognjem in vsak naboj, vsaka granata sta bila na teži zlata. Po noči se Peter Somov ni vrnil z naloge. Starešina ga je poslal skupino vojakov po strelivo do prehoda in skupina je padla pod ogenj. 3 so umrli, 2 sta bila ranjena. Peter je izginil brez sledu. Mihael je čakal do jutra, upajoč, da se partner pojavi, a Somov se ni prikazal. Za novega drugega člana izračuna so določili povsem mladega fanta Koljo Zajceva, ki je pred 2 tednoma končal šolanje in prispel v Stalingrad s okrepitvijo. Fantu je bilo 18 let. Bil je suhe postave, nerodovit, z izstopajočimi ušesi in prestrašenimi očmi. Mihael je pogledal nanj in razumel, da se bo moral vse znova naučiti. Kolja ni vedel, kako pravilno pripraviti naboje, kako hitro jih zamenjati, kako nositi škatle z diski, da ne bi zvenele in ne razkrile položaja. Gremov je cel naslednji dan posvetil usposabljanju novega pomočnika, ga pretvoril iz prestrašenega novinca v bojevnika. Boji v Stalingradu so potekali podnevi in ponoči. Nemci so napadali, sovjetske enote so proti napadom odgovarjale. In frontna črta se je gibljala v okviru enega kvarta, ene ulice, ene zgradbe. Mihael s svojim delom je odbil 7 nemških napadov v 10 dneh. Njegov mitraljez je postal znan v polku. Bojevniki so vedeli, da dokler deluje DPM Gromova, bo sektor zadržan. Mihael se ni smatral za junaka. Preprosto je opravljal svoje delo,
a poveljstvo je opazilo njegovo dejanje in mu podelilo odlikovanje Rdeče zvezde. Nagrado so mu podelili neposredno na položaju, brez ceremonij. Komisar bataljona mu je preprosto pripel odlikovanje na gimnastirko in mu stisnil roko. Mihaj je nagrado sprejel molče, vedoč, da je ta kupljena s krvjo tovarišev, da so ob njegovem mitraljesu ostale ležati desetine sovjetskih bojevnikov. Konec septembra so Nemci poslali v boj sveže divizije, poskušajoč prodreti do Volge in razbiti obrambo mesta. Napadali so po celotnem frontu, uporabljajoč masivno podporo letalstva in artilerije. Območje tovarne Rdeči oktober je bilo podvrženo še posebej močnemu udarcu. Mihajl je videl, kako se rušijo tovarniške stavbe, kako gore skladišča, kako nebo nad mestom temni od dima. Njegov položaj v 3. nadstropju je bil zadev s neposrednim udarcem bombe. Gremov se je prebudil pod ruševinami, pritisnjen z betonskim tramom. Poleg njega je ležal Kolja Zajcev. Njegovo obraz je bilo krvavo, a fant je dihal. Mitraljes je bil pod ruševinami, a cel. Mihajl je poiskal značilno obliko kopita in diska. Iz ruševin so se prebili 2 uri, premikajoč ruševine in se prerivajoč skozi ozke razpoke. Ko so končno prišli na površje, se je izkazalo, da zgradba ne obstaja več. Na mestu delavnice je bila kupa ruševin. Staršina Kovaljev jih je našel med ruševinami do večera. Vezili Petrovič je bil sam ranjen. Odkritina mu je prebodla bok. Gimnastirka je bila prepojena s krvjo, a je še naprej poveljeval preostalim pripadnikom čete. Od 120 ljudi, ki so prispeli v Stalingrad pred mesecem, jih je ostalo 37. Ostali so padli, bili ranjeni ali so izginili brez sledi. Staršina je ukazal Gromovu, naj se preseli v klet sosednje zgradbe, kjer so se zbirali preživeli bojevniki. Mihajl je vzel mitraljes na ramo. Kolja je pobral škatle z naboji in odpravila sta se skozi ruševine. Mesto je gorelo. Nebo je bilo rdeče od plamenov. Zrak je bil tako gost od dima, da je bilo težko dihati. V kleti so jih čakali tovariši v orožju. Mitraljezci, avtomačiki, strelci. Vsi so bili izčrpani, umazani, neobriti, a v očeh je gorela trdna iskra. Nihče se ni nameraval predati. Staršina je razprostrl karto območja na zaboju in pokazal nove položaje. Četi je bilo nalogo, da zavzame obrambo v polovično porušenem skladišču 100 metrov od njihovega trenutnega položaja. Nemci so zasedli tovarniško dvorišče in se pripravljali na nov napad proti Voldži. Naloga je bila hkrati preprosta in strašna. Ne dopustiti, da bi sovražnik prišel skozi, stati do smrti. Noč Mihajl je čistil mitraljes ob svetlobi sveče. DP je preživel marsikaj. Bil je pod napačnim ognjem, je bil zasipan z ruševinami, a je še naprej delal. Gremov je razstavil mehanizem, obrisal vsako del, namazal drgne dele, preveril povratno udarno vzmet. Vzmet se je segrela med streljanjem, kar je bil znan slabost konstrukcije. Vendar so v novih različicah mitraljeza to težavo rešili, tako da so vzmet prestavili v posebno tubo na sprožilni ogrodni. Mihajl je sanjal o pridobitvi takšnega moderniziranega DPM, toda v Stalingradu ni bilo možnosti za modernizacijo. V igro je šlo vse, kar strelja.
Kolja Zajev je sedel poleg, je nalagal nabojnike. V 2 tednih bojev je fant zrasel. Oči so se prenehale bati. Gibi so postali samozavestni. Naučil se je delati. Hitro in natančno. In Mihail je bil zadovoljen s svojim pomočnikom. Zjutraj 1. oktobra so Nemci šli v odločilen napad. V napad so poslali približno bataljon pehote, podprte s tornimi topovi in tankov. Artilerij priprava je trajala 1 uro, uničujoč že tako rušene stavbe v kup kamenja. Mihail s svojim oddelkom je zasedel položaj v kotni sobi skladiščne stavbe v 2. nadstropju. Od tod je bilo dobro videti dvorišče in pristope strani nemških položajev. Mitraljez je stal v okenskem odprtju, zakrit z ruševinami opeke. Kolja je ob sebi razporedil 6 naloženih nabojnikov. To je bil celoten njihov strelni komplet. Potem so ostali le še raztreseni naboji, ki so jih morali nalagati v disku ročajno. In to je čas, ki ga v boju ni. Nemci so se pojavili ob 9. zjutraj. Gibali so se po premikih, skupinami po 10 do 15 ljudi, pokrivajoč drug drugega s požarom. To so bile izkušene napadalne enote, posebej usposobljene za urbane boje. Mihail je čakal, da se prva skupina približa na 50 metrov. Na taki razdalji je bilo nemogoče zgrešiti. Odprl je ogenj in mitraljez dekterjev je začel delovati. Prvi salvo je zadel 3 Nemce, ostali so se ulegli, začeli iskati ognjeno točko. Gremov se je že preselil k drugemu oknu, dal drugi salvo od tam. Nemci so odprli odgovorni ogenj, a so streljali po praznem oknu. Mihail se je vrnil na prvo pozicijo, dal 3. salvo. Tako je delal, premikajoč se med 3 okenskimi odprtinami, ne da bi nasprotniku omogočil, da bi opazil natančno lokacijo mitraljeza. Prvi nabojnik se je izpraznil v 2 minutah intenzivnega boja. Kolja je podal drugi disk in DPM je spet začel delovati. Nemci so pripeljali napadalno orožje, ki je začelo sistematično streljati stavbo z neposrednim ciljanjem. Granate so prebile stene, podirale strop, a je Mihail še naprej streljal. Videli so, kako se nemška pehota, izkoriščajoč ognjeno podporo, približuje k stavbi. Še 50 metrov, 40, 30. V prvem nadstropju so se oglasile avtomatske salve. To so bili sovjetski avtomačiki, ki so srečali sovražnika. Boj se je preselil v notranjost stavbe. Gremov je obrnil mitraljez, kriječ stopnišče, po katerem so se Nemci lahko dvignili v drugo nadstropje. Prvi Nemec se je pojavil na stopnišču po 5 minutah. Mihail je dal kratek salvo in vojak v sivi uniformi se je zvrnil dol drugi, tretji. Vsak je padel, ne da bi prispel do ploščadi drugega nadstropja, a jih je bilo veliko, preveč. Tretji nabojnik se je izpraznil, Kola je podal 4. Gremov je razumel, da to ne more trajati dolgo. Strelivo je zmanjkalo, Nemci so pritiskali, stavba se je rušila pod udarci napadalnega orožja. A ukaz je bil jasen, držati se, in Mihail se je držal. Do poldneva so Nemci vdrli v prvo nadstropje. Slišali so se kriki v nemškem jeziku, eksplozije granat, avtomatske refejli.
Staršina Kovaljev je organiziral obrambo stopniščnih odprtin, a sile so bile neenake. Gremov je nadaljeval s streljanjem po dvorišču, ne da bi dovolil novim skupinam nasprotnika, da se približajo. 5. nabojnik, 6. To je bil zadnji naložen disk. Po njem so ostali samo naboji v razsutem stanju. Kola je začel panično polniti nov nabojnik. Njegovi prsti so se tresli od napetosti, naboji so mu izmikali, a se ni predal. Nemci so se povzpeli v drugo nadstropje z druge strani stavbe. Mihael je slišal njihove glasove, tapkanje škornjev in razumel, da je njegova pozicija obkoljena. Obrnil je mitraljez proti vratom, pripravljen na soočenje z nasprotnikom. Kola se je pritisnil ob zid, držeč v rokah zadnjo granato. Vrata so se odprla in v odprtini so se pojavile figure v sivi uniformi. Gremov je pritisnil na sprožilec, a DP je zatajil. Naboj se je zagozdil v nabojniku. To je bila prva napaka v vseh mesecih delovanja in zgodila se je v najneprijetnejšem trenutku. Mihael je potegnil zaklep, poskušajoč izvleči zagozdeni naboj, a časa ni bilo. Nemci so že vstopali v sobo, dvigajoč avtomate. Kola Zajcev je vrgel granato. Eksplozija je oslepila vse v sobi, koški so poleteli na vse strani. Mihael je čutil udarec v ramo, a je nadaljeval z delom zaklepa. Zagozdeni naboj je končno poletel ven. Novi je vstal na mesto. DP je ponovno začel delovati, streljajoč na Nemce od blizu. Soba se je napolnila z dimom in hrupom. Stene so se tresale od eksplozij. Ko je vse utihnilo, je Mihael uvedel. 4 Nemci so ležali pri vhodu. Kola je sedel ob zidu, držal roko ob boku. Košček lastne granate ga je zadel. Gremov se je približal pomočniku, pregledal rano. Bila je plitva, a krv je obilno tekla. Mihael je hitro prevzel kolo, uporabivši individualni paket, ki ga je vsak borec nosil na pasu. Fant je bil bled, ustnice so se mu tresel, a si je prizadeval nasmejati se, kar je kazalo, da se drži. Gremov mu je naročil, naj ostane na mestu in se ne premika, sam pa se je vrnil k mitraljezu. Treba je bilo napolniti nov nabojnik. Zadnji naložen disk se je izpraznil. Mihael je delal hitro, ustavljal naboj za strelom v značilno okroglo posodo, razporejajoč jih s konikami k središču, kot je zahteval dizajn. 40 in 7 nabojev, vsak kalibra 67 mm. Vsak je lahko rešil življenje ali ga vzel. Stavba se je še naprej rušila. Napadalno orožje je udarjalo metodatično, rušeč steno za steno. Prvo nadstropje je bilo popolnoma zajeto z Nemci, a se niso mogli povzpeti višje. Vsak poskus se je končal z izgubami. Staršina Kovaljev je držal obrambo stopnišča z 10 preostalimi borci. Naboji so vsem zmanjkali in v uporabi so bile granate, bajoneti in saperne lopatice. Boji so se spremenili v ročne spopade, kjer niso odločali taktični spretnosti, ampak je prevladala jeza in obup. Do 3. ure popoldne je prišla okrepitev. Četa mornariške pehote, poslana iz rezerv, je na flanku kontra napadla Nemce in jih odvrnila od stavbe. Mornarji so se bojevali z vso močjo. Njihovi črni plašči so se mešali med ruševinami,
Avtomati so streljali neprekinjeno. Nemci so popustili in začeli odhajati, puščajoč na vorišču tovarne desetine mrtvih in ranjenih. Mihael je pokrival kontranapad s svojim mitraljezom, streljajoč na umikajoče se. Ni čutil sočutja. To je bila vojna in sovražnik ni usmiljenja imel do njegovih tovarišev. Zvečer so prešteli izgube. Četa stotnika Kovaljova je izgubila še 12 ljudi mrtvih in 8 ranjenih. Ostalo je 17 borcev od 120, ki so prispeli v Stalingrad pred mesecem dni. Sam Veselij Petrovič je prejel drugo rano. Koš šrapnela je zadel nogo in stotni zdaj ni mogel hoditi brez opore. Evakuirali so ga čez Volgo v bolnišnico, poveljstvo čete pa je prevzel poročnik Sergej Orlov, mladi častnik iz šole, ki je prispel z ukrepljenjem pred enim tednom. Mihael je pogledal novega poveljnika in videl zmedenost v njegovih očeh. Poročnik je poznal taktiko iz udbenikov, toda v Stalingradu udbeniki niso delovali. Tukaj je bil potreben izkušnje, intuicija, sposobnost sprejemanja odločitev v sekundah. Oktober je prešel čez sredino. Boji niso pojenjali niti podnevi niti ponoči. Nemci so napade pošiljali sveže enote, poskušajoč priti do Volge in razbiti obrambo. Sovjetske čete so se držale, držijo se za vsak meter zemlje, za vsak kamen uničenega mesta. Mihael je s svojim mitraljezom postal legenda v diviziji. O njem so govorili v rovu. Njegovo ime so prenašali iz ust v usta. Govorili so, da dokler deluje mitraljez Gromova, Nemci ne bodo prišli skozi. Mihael se ni čutil za junaka. Preprosto je opravljal svoje delo, streljal iz svojega DP, ki mu je bil bližje od katerega koli človeka. Kolazajev je okreval po rani v enem tednu in se vrnil v ekipo. Mihael se je veselil, da vidi sopotnika. V mesecih bojev sta se povezala, naučila sta se razumeti drug drugega z pol besede. Kola je postal izkušen borec. Njegovi gibi so bili natančni in hitri. Strah je izginil iz njegovih oči. Lahko je zamenjal naboje v 2 sekundah, lahko je naložil disk pod ognjem v 1 minuti, lahko je potegnil ranjenega tovariša izpod streljanja. Gromov je bil ponosen na svojega pomočnika. Iz prestrašenega fanta je zrasel pravi vojak. Konec oktobra so divizijo spet odpeljali na ponovno oblikovanje, natančneje to, kar je ostalo od divizije, in 6000 ljudi je preživelo manj kot 1000. Izvedli so jih na vzhodni breg Volge, kjer je bilo razmeroma varnem okolju mogoče počivati, se urediti in prejeti okrepitev. Mihael je oddal svoj mitraljez v orožarsko delavnico na splošno popravilo. DP je delal 2 meseca neprekinjenih bojev, izstrelil več tisoč nabojev, preživel ruševine, eksplozije, šrapnele. Mojstri so bili presenečeni, kako orožje še vedno deluje. Cevi so bile obrabljene skoraj do meje. Povratno-bojna vzmet se je oslabila. Nekaj delov je potrebovalo nujno zamenjavo. Čez 3 dni so Mihaelu izročili popravljen mitraljez. To je že bil drugi D, ne njegov stari, a istega modela. Gromov je prevzel orožje, ga preveril in naredil nekaj kontrolnih strelov na poligonu. Puška je delovala odlično, a Mihael je čutil, da je to tuje orožje. Ni poznalo njegovih rok, ni čutilo njegovih dotikov, ni šlo skozi ogenj in smrt z njim.
A izbire ni bilo. Stari D je ostal v delavnici za odpis, novi pa je moral postati njegov bojni tovariš. Okrepitev je prispela v začetku novembra. 250 ljudi, večinoma čisto mladi, šele iz učnih enot. Gledali so veteranov s spoštovanjem in strahom, videli so v njihovih očeh pečat preživelih pekla. Mihailu je bilo 24 let, a se je počutil kot starc ob teh fantih. Preživel je pol tretje leta vojne, videl smrt 100-krat, izgubil prijatelje in tovariše, streljal je s svojim mitraljezom. Tisoče sovražnikov. Vojna mu je postarala dušo, čeprav je telo ostajalo močno in vzdržljivo. Divizijo so vrnili v Stalingrad sredine novembra. Razmere so se spremenile. Sovjetske sile so pripravljale kontraofenzivo, ki naj bi obkolila nemško skupino pod mestom. V zraku se je čutila napetost, občutek nečesa velikega in pomembnega. Oficirji so hodili s resnimi obrazi. Štabne mašine so spet vozile gor in dol, prinašali so strelivo in hrano. Mihail je videl, da se pripravlja velika operacija, in upal je, da bo to prelomna točka vojne. 19. novembra 1942 se je začela kontraofenziva. Artilerija je odprla nevihtni ogenj na nemške položaje. Nato so napad šli tankov in pehota. Mihail s svojim izračunom se je premikal v drugem valu, pokrivajoč napredujoče enote. Njegov mitraljez je deloval, zatiral nemške strelne točke, razčistil pot pehoti. Nemci so se obupno upirali, a sovjetski napad je bil premočen. Napad se je uspešno razvijal in čez teden dni se je obroč obkolitve okoli Stalingrada zaprl. 300 000 nemških vojakov je obtičalo v kotlu, odrezanih od oskrbe in okrepitve. December je prinesel hude zmrzali. Temperatura je padla do -30 in v obkoljenem Stalingradu se je začela lakota. Nemci so poskušali prebiti iz kotla, pošiljajoč v napade izčrpane divizije, a sovjetske sile so zdržale obroč. Mihail s svojim izračunom je zasedel položaj na zunanjem frontu obkolitve, odbijajoč poskuse deblokade obkoljene skupine. Nemško poveljstvo je oblikovalo napadalno skupino pod poveljstvom generala Mansteina, ki naj bi prebil koridor do obkoljenih. Boji so bili ostri. Nemci so razumeli, da je to njihov zadnji priložnost, da rešijo 300 000 vojakov. 12. decembra se je začela operacija Zimska nevihta. Nemške tankovske divizije so udarile po položajih sovjetskih sil, poskušajoč priti do Stalingrada. Mihail je prvič videl nove nemške tanke. Težki tigrki, ki so šli naprej, rušeč vse na svoji poti. Proti njihovi oklepni zaščiti je bil mitraljez Dedikterjeva brezvreden, a pehoto, ki je spremljala tanke, je bilo mogoče ustaviti. Gremov je streljal po nemških granatiranih vojnikih, ne da bi jim omogočil, da se utrdijo na zasedenih položajih. Poraba streliva je bila ogromna. Čez dan je porabil 20 nabojnikov, skoraj 1000 nabojev. Kovlja zajcev je komaj sledil polnjenju nabojnikov. Njegovi prsti so krvaveli od nenehnega dela s trdimi vzmetmi nabojnikov. Nemci so napredovali 50 kilometrov, prišli so do reke Emskova. Od tu do obkoljenih enot je ostalo le 40 kilometrov, a napredovati naprej jim ni uspelo. Sovjetsko poveljstvo je preneslo rezerve,
okrepilo obrambo in napad se je ustavil. Do konca decembra je nemška deblokirajoča skupina odšla na izhodiščne položaje, izgubivši stotine tankov in tisoče vojakov. Obkoljena skupina je ostala v kotlu, obsojena na propad. Novo 1944. leto. Mihail je praznoval v jarku pod Stalingradom. Poveljstvo je vsakemu vojaku dalo 100 gramov vodke in kos slanine. To je bil praznični obrok. Mihail je spil svojo porcijo, se posladkal slanino in kruhom ter se spomnil predvojnega življenja. Zdel se je, da je minila cela večnost od takrat, ko je delal kot strugar v tulski tovarni, ko je izdeloval dele za mitralje Detktireva, ne vedoč, da bo čez leto dni streljal iz tega orožja, da bi branil domovino. Kolja je sedel ob njem, prav tako tiho in zamisleno. V 4 mesecih bojev je fant izgubil mladostno neposrednost, postal je mračen in zaprti. Vojna je lomila ljudi in Mihaj je videl, kako se spreminjajo tisti, ki so bili okoli njega. Dne 10. januarja se je začela operacija Obroča, likvidacija obkoljene skupine. Sovjetska artilerija je zrušila na nemške položaje 1000 ton granat. Nato so pehota in tanki šli v napad. Mihail se je premikal v sestavi napadnih skupin, pokrivajoč z ognjem svojega mitraljeza napredujoče vojake. Nemci so se obupno upirali, zavedajoč se, da ni poti nazaj. Vsaka hiša, vsak klet, vsaka rov se je spremenila v bojišče. Gremov je streljal na nemška mitraljezarska gnezda, zatiral ognjene točke in odklepal pot pehoti. Njegov DP je delal brez prekinitev, čeprav je bila obremenitev kolosalna. Do konca januarja je bilo nemško odporstvo zlomljeno. Dne 2. februarja so se preostali deli obkoljene skupine predali. Mihail je videl kolone ujetnikov, umazanih, raztrganih, izmučenih od lakote in mraza nemških vojakov, ki so se vlekli po zasneženih cestah pod spremstvom. Bilo jih je desetine tisoč in vsi so gledali v tla, ne dvigajoč oči. Vojna je z njimi ravnala kruto, toda Gremov ni čutil sočutja. Ti ljudje so prišli na njegovo zemljo, da bi ubijali, in so dobili, kar so zaslužili. Bitka za Stalingrad se je končala. To je bila velika zmaga, ki je spremenila potek vojne. Mihail je prejel medaljo za obrambo Stalingrada in drugi red Rdeče zvezde. Napredovali so ga v starejšega vodnika in ga imenovali za komandirja mitraljeznega voda. Zdaj je bil pod njegovim poveljstvom 4 mitraljezne posadke, 16 vojakov, 4 mitralje Detktireva. Mihail je mirno sprejel imenovanje. V 12 letih vojne se je naučil komandirati, sprejemati odločitve in nositi odgovornost za življenja ljudi. Divizijo so umaknili v zaledje na preoblikovanje. 2 meseca počitka, dopolnitev, novo orožje. Mihail je končno prejel modernizirano mitraljezo DP, o kateri je sanjal. Nova zasnova se je razlikovala po premaknjeni povratni bojni vzmeti, ki je zdaj bila v posebni cevi na sprožilni okvir, dlje stran od segretega cevi. To je rešilo glavni problem izvirne zasnove. Zdaj je bilo mogoče izvajati bolj intenziven ogenj brez tveganja za odpoved zaradi pregrevanja vzmeti. Prav tako se je spremenila podpora, postala je bolj udobna in zanesljiva. Gremov je preizkusil novo mitraljezo na poligonu in ostal zadovoljen. To je bilo resnično izboljšano orožje,
ki je ohranilo vse prednosti originala. Aprila se je divizija vrnila na fronto. Zdaj je bilo treba napadati, osvoboditi okupirana ozemlja in pregnati sovražnika nazaj na zahod. Mihael je srečal novo fazo vojne s trdno odločnostjo. Prešel je najhujše, preživel Stalingrad in zdaj bil pripravljen na vse preizkušnje. Njegova mitraljeza je bila ena najboljših v polku. Bojci so bili izkušeni in dobro usposobljeni, orožje pa brezhibno. Kolja Zajcev je ostal njegov pomočnik, čeprav bi lahko dobil napredovanje. Fantek se ni hotel ločiti od Gromova, saj ga je imel za svojega učitelja in prijatelja. Poleti 1934 se je začela Kurska bitka. Nemci so napad poslali svoje najboljše oklepne divizije, upajoč, da bodo preobrnili potek vojne. Sovjetske enote so jih pričakovale s pripravljenim obrambo. Mihael s svojim vodom je zasedel položaj na drugi obrambni liniji, pripravljen odvrniti preboj. Nemški tanki so šli v napad 5. julija in začela se je največja tankovska bitka v zgodovini. Mihael je videl, kako gori 100 tankov, kako nebo temni od dima, kako se zemlja trese od eksplozij. Njegove mitraljeze so delovale, streljajoč na nemško pehoto, ki je poskušala utrditi na zavzetih položajih. Kurska obrambna operacija je trajala teden dni. Nemci so poslali v boj tank za tankom, pehotno divizijo za divizijo, a niso mogli prebiti sovjetske obrambne linije. Mihael s svojim vodom je odbil 11 napadov. Njegove mitraljeze so stale do smrti, podpirajoč protitankovno obrambo, ne da bi dopustili nemški pehoti, da se utrdi na zavzetih položajih. Poraba streliva je bila kolosalna. Vsaka mitraljeza je izstrelila do 2000 nabojev na dan. Dobavitelji so komaj uspeli prinašati zaboje s strelivom, mitralježniki pa so komaj uspeli napolniti nabojnike. Kolja Zajcev je delal kot obseden. Njegove roke so se gibale avtomatsko, ustavljač naboje enega za drugim v diskovne nabojnike. V enem tednu bojev je napolnil več kot 100 diskov, njegovi prsti so krvavili od nenehnega dela s trdimi vzmetmi. 12. julija se je začelo sovjetsko protinapad. Zdaj je prišel čas, da Rdeča armada napade. Mihael s svojim vodom se je premikal v sestavi naprednih enot, pokrivajoč z ognjem napredujoče tanke in pehoto. Modernizirani DPM se je odlično izkazoval. Premaknjena povratna bojna vzmet je omogočila izvajanje bolj intenzivnega ognja brez tveganja za odpoved. Gromov je lahko izstrelil dolge refejli, NATO še enega, in mitraljeza je še naprej delovala, ne da bi se pregrevala. To je bila ogromna prednost v boju. Ko je štel na sekunde, se je napad uspešno razvijal. Sovjetske čete so osvobodile Orel, NATO Belgorod, NATO Harkov. Nemci so se umikali, a organizirano, oprijemajoč se vsakega položaja, vsake višine, vsake reke. Mihael je videl desetke bojev. Njegov oddelek je sodeloval pri napadu na utrjene položaje, pri prečkanju rek, pri nočnih napadih. Izgube so bile znatne. Od 16 borcev, ki so začeli napad, je do konca avgusta ostalo 10. 6 jih je bilo ubitih ali ranjenih. Nadomestili so jih mladi novinci, ki jih je bilo treba učiti vsega znova. Septembra je divizija prišla do Dnipro.
Nemci so na zahodni obali ustvarili močno obrambno linijo, ki so jo imenovali vzhodni val. Prečkanje Dnipro je bilo najtežja naloga. Reka je široka, tok hiter, nasprotna obala utrjena. Mihael je prejel ukaz, da prečka reko v sestavi napredne enote in zavzame mostišče na zahodni obali. To je bila samomorilska naloga, a izbire ni bilo. Vojno je bilo mogoče zmagati le z napadom, s pometanjem nemške obrambe, ne da bi se vragu dali predah. Prečkanje se je začelo v noči na 24. september. Mihael s svojim odsekom se je prevažal na pontonih pod nevihtnim ognjem nemške artilerije in mitraljezov. Granate so eksplodirale v vodi, dvigovale stebre brisk. Kroglice so žvižgale nad glavami, pontoni so se prevrnili, metali ljudi v ledeno vodo. Gremov je držal svoj mitraljez nad glavo, trudil se, da ne bi zmočil orožja. Kolja je veslal z vsemi močmi, potiskal panten proti nasprotni obali. Okoli so tonili ljudje, kričali so ranjeni, pontoni so goreli. A prečkanje se je nadaljevalo. Do zahodne obale so prispeli v 20 minutah. Mihael je skočil iz pontona in takoj obrnil mitraljez. Nemške jarke so bile 50 metrov stran. Od tam so streljali mitraljezi in puške. Gremov je odprl ogenj, zatiral najbližjo strelno točko. Ostali mitraljezci njegovega oddelka so obrili svoje DPM in prav tako odprli ogenj. 4 mitraljeze so delovale hkrati, ustvarjajoč gosto ogenjno pregrado. Sovjetska pehota je to izkoristila, se pognala napad in udrla v nemške jarke. Začela se je ročna borba, kratka in divja. Do zore je bilo mostišče zasedeno, vendar ga je bilo treba zadržati. Nemci so v naslednjem dnevu kontratakirali. Pošiljali so v boj tanke, pehoto, napadalno letalstvo, poskušali so sovjetske čete vrniti nazaj v Dnipro. Mihael s svojim oddelkom je držal obrambo levega kraka mostišča. Njegov mitraljez je ustavil 3 nemške napade, izstrelil je več kot 3000 nabojev. Cevi so se segrele do rdeče tudi v hladnem jesenskem vremenu, a modernizirana konstrukcija DPM je omogočila nadaljevanje streljanja. Povratna bojna vzmet, oddaljena od cevi, se ni pregrevala in je delovala zanesljivo. Do večera so prišle okrepitve. Čez Dnepr so prenesli artilerijo, tanke, sveže strelske enote. Mostišče je bilo zadržano in razširjeno. Mihael je prejel red očetove vojne 2. stopnje za uspešno prečkanje reke in zadržanje mostišča. To je bila njegova 3. bojna nagrada, a Gremov temu ni pripisoval posebnega pomena. Častna odlikovanja niso vračale palih tovarišev, niso celile ran, niso približale konca vojne. Bile so samo koščki kovine na gimnastirki, ki so kazali, da si preživel tam, kjer so umrli drugi. Oktober in november sta minila v bojih za širitev plazdarjev na Dnepru. Nemci so se neusmiljeno upirali, pošiljali so tankovske divizije v protinapade. Mihael je s svojim vodom sodeloval v obrambi, odbijajoč en napad za drugim. Njegovi mitraljezi so delovali dan in noč, spuščali so na tisoče nabojev. Kolja Zajcev je prejel naziv mlajšega seržanta in svoj mitraljez. Postal je poveljnik posadke, a je ostal v vodu Gromova. Mihael je bil vesel za tovariša.
Fant je prehodil dolgo pot od prestrašenega upoklicanega do izkušenega mitraljeznika. Decembra so osvobodili Kijev. Mihael je vstopil v glavno mesto Ukrajine s prednjimi enotami. Videli so uničeno mesto, zažgane stavbe, vislice na trgih. Nemška okupacija je pustila strašne sledi. In Gromov je razumel, da se bori ne samo proti vojski, temveč proti strašni uničevalni mašineriji, ki je prinašala smrt in suženjstvo. To je dajalo moč, pomagalo prenašati težave vojne, dajalo razumevanje, da ima njegova borba smisel. Zima 1934 do 1944 je minila v položajnih bojih. Frontna linija se je stabilizirala. Obe strani sta kopiči sili za spomladansko ofenzivo. Mihael je izkoristil odmor za usposabljanje novih borcev svojega voda. Zdaj je bilo pod njegovim poveljstvom 24 ljudi, 6 mitraljeznih posadk, 6 mitraljezov DPM. To je bila resna ognjena moč in Gromov je želel, da vsaka posadka deluje popolno. Izvajal je vaje, pilil sodelovanje posadk, učil pravilno izbiro ognjenih pozicij, varčevanje z municijo, izvajanje natančnega streljanja. Spomladi 1944 je začela nova ofenziva. Sovjetske čete so osvobajale desno obrežje Ukrajine, Krim, se premikale proti državni meji. Mihael je s svojim vodom prehodil stotine kilometrov, sodeloval je v desetinah bojev. Njegovi mitraljezi so podpirali ofenzivo, pokrivali so krila, odbijali proti napade. Bile so izgube, a ne tako strašne kot prej. Nemci niso imeli več prejšnje moči. Njihova vojska je izginjala pod udarci Rdeče armade. Prijatelji, če vam je bila ta zgodba všeč, podprite kanal Slike in naročnino. Pred nami je še mnogo pozabljenih in tajnih strani zgodovine, ki si zaslužijo, da so pripovedovane. Zgodbe o orožju, ljudeh in dogodkih, ki so spremenili potek vojne, a so ostali v senci glasnih zmag in znanih bitk. Vaša naročnina pomaga, da te zgodbe ne padejo v pozabo. Vaš like kaže, da so te zgodbe pomembne, da je spomin živ, da je junak nepozaben. Se vidimo v naslednji epizodi.